Danes je na sporedu 10. videofronta. V tej goriško obarvani oddaji si boste lahko gledali 3. del pogovora s Klavdijem, članom skupine Ibunge, in pogovor z goriško skupino Korus, s katero se je pogovarjal Jaka Čurlič. Oddajo pa začenjamo s spotom skupine La Vers. Sem kosil travo in ti jo nosil pod nos, smi prdnala v glavo in zdaj te imam dost. Bom na brusu rezil in te nardu zakosil. Tvoja mleka so premasna no grenka, zdaj je že caj, da rataš moja pečenka. Kam bi te vklal, da ne bom štale usrol? Ma ne morem te ubit, sem da zapolnim si rit. Si rasla od teleta do krave, ma zdaj ne morem kar odrezati glave. Sem te pogledal v oči in nimaš dušo tudi ti. Prijatla pejma zdaj, da zorjeva njivu, od te kulture bo še marsikdo živu. Bom ratu vegan in bom fežolu predan. Fežol, fežol, nič mi ni žal. Fežol, fežol, da sem te izbral. Fežol, fežol, nič mi ni žal, da sem te usjal. Fežol, fežol, nič mi ni žal. Fežol, fežol, da sem te izbral. Fežol, fežol, nič mi ni žal, da sem te pojel. Iz riti zdaj mi puhajo težki plini in sam ne vem več, kaj naredil bi z njimi. Se bom priklopil na stroj in bo moj traktor zastojn. Vse mi laufa na metan, ker sem fižolu predan. Fežol, fežol, nič mi ni žal. Fežol, fežol, da sem te izbral. Fežol, fežol, nič mi ni žal, da sem te usjal. Fežol, fežol, nič mi ni žal. Fežol, fežol, da sem te izbral. Fežol, fežol, nič mi ni žal, da sem te pojel. Na vrsti je 3. del pogovora s Klavdijem, ki bo povedal več o snemanju njihovega spota za komad Vešpa.
začelo se, kdo ti ve kdaj, ne? Glavno je, da smo dva komada začeli snemati v drugim studiu, ne važno zdaj kje. Nekako nismo bili zadovoljni in smo potem rekli, ok, bomo sami, ne? In smo počasi si nakupili neke opreme, predelili malo prostor, kjer vadimo, tako da je ratal studio Fonda. In tam s lastnimi močmi zadevo spravili do konca, dobro master mix, normalno smo dali drugam. V glavnem tako, da je CD popolnoma delo Ibungi oziroma še zraven Marko Turela, ne. Rosa tvojih ust se ne pravila nič radi. Bilo je lik po zimi za državno feštu, ko sem te prvič peljal v svojo vežbo. Pa mi jahtamo, da je vsak nastop presenečenja in ti povem, da moramo to narediti, ker ne vem, prišli smo v taki glas, da Ibunga, če ne nekaj naredijo malo na šovi, ni te pravo, ne, tako da recimo, kaj vem, to prvo delo, ki nas vprašajo, kako bo na koncerti, kaj bo kaj, ne, seveda bo, ne, če ne naredi, ne, čeprav začetki so bili težki, ne, prebiti tisti ljudi, bi rekel, prav zaradi na šova, ne. Mi smo igrali v starem kinoti enkrat s Tinkarom Kovačja. No in tistikrat smo se bolj eni taki širši publiki predstavili s šovom in dejansko ne veš, kako bo zadeva sprejeta, ne. Tako da od tam naprej, bi rekel, nam je stiskalo, ne. In od tam naprej pole, bi rekel, smo stvari kar nekako lažje izpeljali, ne. Nekako dobiš eno tako samozavest, ne, okoli tega in zdaj dejansko se ne moramo privoščiti, da bomo šli brez šova, ne, brez enega performansa, ne. Mislim, da mi pokaže dosti, kakšen band smo, ne, da je naš karakter skrit v meni, ne. Beseda Ibunga izvira s ranka Avstrije, bi rekli noti, pomenila je vaja Ibing, ne. In če so vojska imeli vaje, ne, vojska imela Ibunga, ne. Pole se beseda pač porablja tudi v prenesenem pomenu, tako da so rekli, ima Ibunga, je pomenilo, da je bil vesel, ne, da je imel Ibunga včeraj, Aurora je bil tak, ne. To so fanti tam, ki so nam blizu nekako, ne, so vaščani oziroma so občani, poznajo nas že od, bi rekel, skoraj od začetka, ne. Tam je, bom rekel, par fantov, ne vem, ti reči koliko, ne, ki so, bi rekel, na vsakem koncerti z nami in dali so si tiskati celo neka majčka, tako da so kar aktivni in je fajn imeti, ne, taka, če nimaš publike, imaš vsaj njih, ne, hvala Bogu, ne, da pride. Ma samo jih ne plačavamo, ne, tako da
In bi rekel, da so nekako so nas vzeli za njihova in mi smo njih vzeli za svoje, ne. Tako da tudi, ko smo imeli žurko na CD-ju, ki je prišel, to smo tudi njih povabili, tako malo bolj, ne, ena taka vijest, ne, posebna vijest, ne. Mislim, da je Goriška preveč smirjena igralištvo, kar se turizma tiče, ne. Zato, ker po moje ima še kaj za pokazati zraven igralništva, ne. Če ne drugega, smo fajn ljudje, taki odprti, mislim, da smo lahko nas na prvo balu ne zastopil, ne, ko govorimo malo čudno, ne, ma govorimo tako tekoče, bi rekel, mislim, da smo Goričani, to Goriška, ne Gorica, ne normalna okolica, da govorimo eno dalmatinsko slovenščino, ne. Bom rekel, mi smo za Slovence nekako dalmatinci, ne, in zdaj pa povej, ali ni dalmatinski jezik nekaj lepa, ne. Tako da že sam jezik je, in mislim, da nam Ibungam, da nam ratava to prikazati ta jezik, da je nekaj krasnega, če ne drugega, vsaj ne pridejo poslušati, kako govorimo, ne. Še zdaj se spomnim tvojih rusi do kolen, ko smo pobirali sovražnika po krompirji. Ti zbod nas ni nobenega briga od cvet. Smo bili še mladi brigadirji. Po moje je to eden videospotov najcenejših, ne, se pravi, če povem, nas je koštalo tam, bom rekel, še v starih tolarjih okoli 20.000 tolarjev, to bi bilo v evrah zdaj 100 evrčkov, ajde, 100 evrčkov recimo vse v kop, ne. Kar smo dali tistih, nekaj smo dali za vola, nekaj smo dali pač tudi tako, malo bolj darila ljudem, ki so nam pomagali, ki so nam posodili lambreto, niti veš pa ni bila, ne, tako da je bila lambreta, ne. Zelo nam je tudi pomagala Suzana Uršič, njo moram omeniti, ona nam je snemala in stvar spravljala skupaj. No, nismo se odolžili tako, da smo zadevo kompenzirali s enim ali dva nastopa, ki je imela neko žurko, tako da precej volonterskega je bilo, ne. Na plesi sem zmeraj dešal po benzini, kučeš, da te bom peljal na motorini. Ma bolje sem tam uholik na štangu lošt, a da pelja v temno noč skozi bošt. Prihodnost je tako, ne, se ne ve, dejansko se ne ve, ker konec koncev, ne, je tako, da smo že na malo v letih, ne. Smo pikič kasno začeli vso stvar, ne, ma dobro, tudi Van Gogh je začel pri 33, ne, slikati se mi zdi, ma je bil Van Gogh, ne. Mi pa imamo službe, familijice, tako da kakšno gnezdice se moramo ustvariti, tako da pole, koliko ki ostane cajta, si lahko predstavljaš in tako da je prihodnost vse odvisna od res naše trdna volja, kakor bo vzdržala, ne. Radi bi, ideje se še, besedile
so že napisane za enih 6 komadov, mislim da. Tako da radi bi še izdali eno singelcu, vsaj tako, ne vem, bomo videli. Po osvoboditvi je bilo tako. Skupina Dubioza Kolektiv je znana po angažiranih komadih in energičnih nastopih. Vse to se odraža tudi v njihovem spotu. Predugo mi određuju ko Boga da vjerujem. Neću da odustanem, nastavljam da djelujem. Ostaju mi samo potisnute tenzije, dok istina ima 3 različite verzije. Hajmo iz ovog stona, jedna cijela tona sranja iz gustog granja mi odzvanja. Ha! Ovo je najbolji sistem što može biti. Hljeba, igara i cigara ni sistem. Ovo je najgori sistem što može biti. Gospodu nećem da se vječno iza zidina križ. Vi ste posebna vrsta, vi ste društvena krema. Zbog vas himna šuti, naša himna je njema. Vi ste posebna vrsta, vi ste društvena krema. Zbog vas himna šuti, naša himna je njema. Postavila mati Hercegovino, ti ćeš zemlja vječna biti, a mi gnojivo. Vidite ovu ruku, ja mogu da radim, ali ne daju mi da radim. Ako si sit svega i hoćeš život zdrav, preuzmi kontrolu i zauzmi stav. Budi kralj svog uma kao lav, a sistem će poći šav za šav. Digni se i bori, kreni ka slobodi, jer ova lokomotiva u propast vodi. Ti si tih i njima to godi, budi vatrom koji će sistem da gori. Ima li života poslije demokratije, dok vječno vladaju 3 iste partije? Prolaze izbori, nacionalni torovi, režirani sporovi, isti folovi. Dilema sistema, čini se rješenja nema. Biznis je jedina tema, vlada nam uporno tema. Ma nema problema. Važan je svaki taj glas koji daš. U igri su stalno moj, tvoj, vaš, naš. 3 su isti, ali kao različite strane. Vlast pripada njima i to smrdi na laž. I ja to znam, i ti to znaš. Haj! I ja to znam, i ti to znaš. Sada kažem dosta je, idem da se borim, to mi jedino preostaje. Sada kažem dosta je, ovo malo ponosa mi jedino preostaje. Sada kažem dosta je, idemo na plato, to nam jedino preostaje. Dosta! Dosta!
mislim, da v Sloveniji imamo kar tako zelo eksotično predstavo o Romuniji. Ampak moram reči, da nekje v nekaterih delih, to pač eksotiko nekako dobimo, jo potrdimo, a ne? Po drugi strani pa se premalo zavedamo, da je Romunija pač praktično zelo evropska država in pač smo malo razočarani, ker te eksotike pač ne dobimo. Pred meseci sva z Jako posnela pogovor z goriško skupino Korus. Poslušajmo, kaj so povedali. Boško, basist, Korinčič, glavna kitara, Matej, vokal in naš Aljaž, bobne. Jaz sem pa seveda Jakob, Jacuzzi. Kakšno vrsti igrate, zakaj je skupina nastala, prvi koraki? Zvrst, kakšno zvrst igramo? Jaz sem boljši ko on je prišel bolj pole. V glavnem zvrst je tako Pantera, Slipknot, Soulfly-ko. Zakaj je skupina stala? Zato, ker sem jaz bil take volje in pa sem povabil Čaljo, ker sem pač bil, kako je igra bobne in sem začel najesti nonoko. In tako je nastala skupina. Kaj pomeni predstavlja ime Korus? To kao so rifi, ne? Mi smo puhni rifov, ne? Rifar, neki ta. Kako se spomnite prvih glasbenih začetkov skupino Korus, prvi koncerti, prve vaje, prve iskanje idej? Prvi vaje smo imeli jaz in Aljo, ne? Tako da, kaj je zdaj? Ko smo začeli, smo naredili 5 komadov in pole smo se lotili vsi na groove, vsaj taki, kaj je zdaj? Ali imate že posnetek avtorskega materijala? Se snema zadev. Zadeva se snema. Sicer se zdaj malo zavlekla, kaj je eden, kaj je velik, vsaj 2 metra, težk, nek 150 kg lijan. Tako da se tam stvar ustavljamo. Mislim, da v naslednjih 2 mesecah bi stvar se speljala. Kje bo mogoče dobiti ta posnetka? Mercatorju, verjetno. Mercatorju, MySpace in še ne Kidvija. Če ne bomo ti promovirali te koncerte, ki bomo metali, kar CD-je dol. Preko Jota Krut se bo dalo dobiti. Ja. Da. 10 evrov za to. Poleg snemanja CD-ja, kakšni so še načrti prihodnosti za skupino? Jeseni pač študiramo narediti vikendako po Sloveniji, tu za jeseni, tu z enim bendom. Padale listje. Just Swallow, ja. Smo se kao domenili, da bomo to speljali. Bomo vedeli, kako bo. Spravi, kakšna je vaša uradna stran, kjer lahko vzemo v koncertih, o Demotu, o CD-ju? Tu je pač MySpace, Korus Band, ne? Zaenkrat, ja. Zdaj tu nismo še dobro slavni. Slavni. In kakšno sporočilo oboževalcem? Da tisti, ki nas ne pozna, nas bo pa spoznal. In sada smo završili. Upam, da bomo čim bolj resni. V vsaki oddaji Videofronte predstavljamo tudi kratek film. Tokrat si bomo ogledali Bevkov trg, ki je bil posnet v Novi Gorici.
Z Mojco sva poleti obiskala DJ nastop Fatboy Slima. Reportaža je bila prvič predstavljena v oddaji Postaja Go. Če ste jo takrat zamudili, si jo lahko ogledate sedaj. Po uspehu lanskega leta se je Lignano Dance and Festival ponovno vrnil na peščene plaže. V lanskem letu so organizatorji poskrbeli za izjemen uspeh odprtja tega festivala, saj so v prve bojne vrste povabili izjemnega DJ-ja Boba Sinclaira. Tudi letos so na festivalu postregli s priznanimi imeni iz sveta plesne glasbe. V prvem dnevu Lignano Dance and Festivala smo imeli priložnost uživati v zvokih izjemne zvezde svetovne elektronske scene, britanskega DJ-ja Fatboy Slima. To je bil tudi edini datum v Italiji v sklopu njegove velike turneje. V naslednjem večeru so na Lignano Dance and Festival prišli na račun ljubitelji trše elektronike. Predstavili so se italijanski producenti mlajše generacije Crookers in The Bloody Beetroots. Fatboy Slim ali Norman Cook ali Pizza Man ali BPA, The Brighton Port Authority je samo nekaj njegovih umetniških imen, s katerimi je nastopal v svoji glasbeni karieri. Je prav gotovo eden izmed najbolj zaslužnih DJ-jev in producentov, ki so plesno glasbo iz klubskih prostorov ponesli tudi v udobje domačih copat. Debeli Suhec je v svoji karieri prodal že več kot 8 milijonov plošč in sodeloval kot producent s številnimi znanimi imeni svetovne glasbene scene. Njegova diskografija pa obsega kar 5 samostojnih albumov. Pot Fatboy Slima se razlikuje od številnih drugih DJ-jev. Začel je v 80-ih kot basist zasedbe House Martins in še isto dekado hitro preklopil na vrtenje plošč in na produkcijo. Njegovi plesni večeri, tako imenovani seti, so kombinacija poznanih elektronskih komadov, popularnih hitov ter njegovih avtorskih skladb. Tako smo na Lignano Dance and Festivalu plesali na takte Daft Punka, Madone, Rolling Stonesov in drugih. I Can Get No Satisfaction. Na začetku večera nas je domača predskupina s ska-ritmi prijetno popeljala do zatona sonca. Za njimi je nastopil lokalni DJ, ki ni bil kos pomembni nalogi, da ogreje občinstvo na prizorišču. Hladni, a zabave željni plesalci so tako kar nekaj časa potrebovali, da so zaživeli ob glasbeni predstavi velikega mojstra. Navkljub priznanju, da je Fatboy Slim mojster par excellence, pa moramo priznati, da tokratni nastop ni dosegel pričakovanega. Fatboy Slim je mojstersko vodil zabavo, vendar so se nihanja v njegovem razpoloženju prehitro menjala.
Doživeli smo veliko vrhuncev, brez orgazma. Vseeno pa prave oboževalce. Norman Cook ni razočaral. Cambiare genere dappertutto, ha saputo, secondo me è il migliore in assoluto. È la terza volta che lo vedo e lo vengo a rivedere volentieri. Sì. Fatboy Slim migliore? Assolutamente. Ma Pride migliore. 8 euro. 28 euro io non posso aspettare fino alle 11 e che il Fatboy Slim arriva. Ascoltavo un CD e era uguale. Mislim, da je za tujce zelo fascinantna polpretekla zgodovina Nove Gorice, ki se nekako tudi vsi otepamo. Moramo se zavedati pač nekako, da je Nova Gorica nastala v nekem določenem obdobju in je to obdobje tudi zelo zanimivo, tako za nas kot za tujce. In za konec oddaje ste vabljeni k ogledu še tega kratkega posnetka. Uživajte! Dobro, gremo dalje. Gremo dalje. Kaj da bo? Daj prstek, sam, prstek. Ma še nekaj manjka. Psiha.